Z umetnostjo se ukvarjajo umetniki, ukvarja se tudi kakšna galerija. V zadnjem času seveda banke, tovarne in tako naprej. Kako pa je, če se z umetnostjo ukvarja Karitas? Nekaj o tem nam bo povedal ravnatelj Škofijske Karitas Koper, Matej Kobal. Pozdravljeni, dober večer. Dober večer vsem skupaj. Ja, za Karitas pomeni tak projekt, kot je likovna kolonija, ki vsako leto nastaja na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Kaj? Za Karitas je to pa še kaj najprej predvsem povezava vseh tistih božjih atributov, če tako rečemo. In sicer lepota, dobrota, resničnost. Po naše Kvinski pač nekje je rekel, da so to pač nekje tiste temeljne božje lastnosti in glede na to, da je naše poslanstvo prinašati te lastnosti človeku, predvsem tistemu, ki je v taki ali drugačni stiski, je logično, da to povezujemo in pač nekje hkrati s tem in pač nekje opozarjamo predvsem to, da ni poslanstvo Karitas, zdaj v teh dneh smo pač nekje zelo aktualne tudi pač nekje v medijih, te testenine, ki smo jih morali zavrniti, da ni pač nekje samo skrb za to, da nekdo ne bo naš žejen, ampak da poskrbimo tudi za njegov dobro. Nekje ste zapisali, da so zaradi te likovne kolonije, umetniki za Karitas, ljudje začeli na vas gledati tudi na en drugačen način. Tako, prav zaradi tega, ker so začeli prepoznavati pač nekje tole, da nam ni zgolj zato pač nekje, da bo nekdo preživel, ampak da bo resnično živel. In pri temu ni dovolj samo to, da ima hrane, ampak da ima človeško dostojanstvo, ker da se pač nekje plemeniti tudi s tem, kar spada v sfero duha, se pravi duhovnost, ljubeznost in vse pač nekje, kar spada sfero. Projekt likovne kolonije umetniki za Karitas ni eden izmed večjih projektov, s katerimi se pri Karitas srečujete, je pa gotovo zelo pomemben simbolnega vidika. Tako, prav zaradi tega, če bi govorili o številkah, pač nekje bi tukaj dejansko govorili o manjšem delu, od časa do časa me kdo tudi vpraša, pa se vam to splača. Je pač nekje verjetno, za tisto, kar je izkupiček enega leta, pač nekje, če tako rečem, in če upoštevaš ob temu ves trud in vse delo, ki je najprej, dobro, pač nekje naših sodelavcev, predvsem Jožice, potem umetnikov na Sinjem vrhu in potem z organiziranjem pač nekje razstav in tekanjem okrog. Za toliko vloženega dela pač nekje bi se verjetno dalo denara ne tudi na kakšen drug način dobiti, ampak bi pa zgrešili tisto nekaj drugega. To pač nekje, da nagovarjamo ljudi pač nekje bolj celovito in da pač nekje ob temu, ko jih nagovarjamo, hkrati vsako leto pač nekje dejansko tudi lansiramo sporočilo, ki se nam v določenem trenutku zdi pomembno. Torej, splača se je samo navidezno vprašanje? To je vprašanje, ki v cerkvi ni vprašanje. Hvala lepa. Zakaj?